podpis, pa je 226 podpisov. 96. Ne. No. Jaz vas bi samo prosil, vem, da malo težko prišteti samo da... Glede, ne bom štela, ker to ni v moji pristojnosti in je nemogoče to zdaj, da preštejem. Jaz bom sprejela, vi ste vložili, tako spravim vsako pošto. Samo morate povedati, koliko je predlog? Glede, ne moram. Te pa skupaj preštejemo. Vzajemo 5 minut. Ampak potem ne zapustijo vsi. Dobro, vse. Gospod Kovačič, koliko podpisov ste zbrali in oddali? Mi smo danes oddali 296 podpor za zahtevo za razpis referenduma. To je 24 podpisov več, kot je 24 podpisov več, kot se je zahtevalo. Potrebno je bilo vložiti 272 podpisov. Tako da je sedaj občinski svet dolžan po zakonu in po statutu občine razpisati referendum o tem vprašanju, se pravi o stanovanjskem naselju, ki bi se ne zgodilo na področju Miklavškega gozda. S tem smo društvo zaključili drugo fazo. Sedaj je pred nami referendum in optimistično gledamo, da bodo naši podporniki glasovali na referendumu proti in se temu omogočili, da se gozd ohrane. Zakaj prehitevanje? Časa ste imeli do 4. maja? Mi smo imeli časa do 4. maja, vendar smo želeli dobra 2 tedna naprej oddati, tako ko smo imeli zadostno podporo, zaradi tega, da lahko omogočimo županu, da razpiše referendum ob času evropskih volitev, to pomeni za 7. junija. Mi bomo naredili vse, da bodo volitve oziroma da bo glasovanje skupaj z evropskimi volitvami, kar pomeni, da bomo jutri sklicali izredno sejo občinskega sveta. Rok je 3-dnevni, to je minimalni rok, ki ga lahko skličemo, hitreje ne gre. Jaz sem se že zmenil, da bi objavili v medobčinskem uradnem vestniku najhitreje, kar je možno, tako da, če bo vse šlo normalno, bomo ujeli datum evropskih volitev. Mi bomo naredili vse, da jih ujamemo, moramo pa narediti seveda vse zakonito. Pa še sporočilo, večkrat opozarjate, da v bistvu ta referendum ne odloča o tem, ali gozd bo stal ali ne, ali to je stavbno ali ni. Točno to. To ne odloča o tem, to nima s tem ničesar opraviti. Zato je ta referendum nesmisel in je seveda po svoje zavajanje ljudi. To govori o tem, ali bo veljal občinski podrobni prostorski načrt, ki pa govori o tem, kakšne bodo hiške nekje in hiše, kakšne bodo poti in tudi, če bi ta referendum bil po volji, da tako rečem, društva, bo to še vedno ostalo stavbno zemljišče. To je navadna manipulacija. Bom povedal protiprimer. Stražun, Betnavski gozd so stavbna zemljišča. Tudi, če so stavbna zemljišča, to ne pomeni, da tam bojo stale naselja. Če občani mislijo, da bo tam stal gozd, ne glede na to, kaj si misli župan, ne glede na to, kaj si misli občinski svet in ne glede na to, kaj si misli lastniki, bo gozd ostal. Dokaj bomo v krajani občani tako složni, kot smo sedaj, bo gozd ostal, ne glede na to, kaj si mislijo o tem politiki. Ta zemljišča niso stavbna, gozdna so. Če ste prisluhnili debati Državnem zboru, ponedeljek je tudi o zakonitosti odlokov prostorskih aktov na področju Miklavškega gozda govoril minister Javec in je gotovil, da tukaj mora prihajati do nekih nepravilnosti in da bo ministrstvo preverjalo. Tako da se zdaj tudi minister Javec ugotovil, da očitno je prišlo v zemljiščih v gozdu do nekih nepravilnosti in da sprenevedanje župana, da je vse zakonito, ni na mesto. In kaj zdaj z lastniki? Imate kakšen predlog? Lastniki bodo jezni, ne? Mi bomo konstruktivno dvali, naš cilj je ohraniti Miklavški gozd, hkrati bomo s kampanjo iskali tudi neke rešitve, katero bi lahko zadostili tudi lastnike, da bi lahko gradili na degradiranih kmetijskih zemljiščih. Teh je v Miklavžu ogromno, ampak za potrebe gradnje, za njihove hiše ni potrebno rušiti gozda, tako kot se skuša nekako predstaviti strani občine in lastnikov, da je to edina možna rešitev. To ne drži, gozd lahko ohranimo in lastniki lahko zidajo hiše na drugih površinah. Na svoji zemlji. Tako. Zdaj pa še glede racionalizacije stroškov, bi jaz povedal, da ne je bilo večkrat očitano, da referendum področa stroške. Tretjič ponujemo županu, da se stroški omejijo. Prvič smo župana pozvali, da naj ne predlaga sprejem tega spornega odloka. Ga je predlagal,
Drugič je bila zadeva pri svetnikih, da ta odlok zavrnejo. Jaz osebno kot občinski svetnik sem svetnike pozval, da ga naj zavrnejo, sicer bo referendum. Kljub temu so svetniki ta odlok sprejeli. Zdaj je referendum realnost in zdaj, če župan ne bo sklical na dan evropskih volitev, kar smo zdaj pomagali, je potem župan tisti krivec, da bo referendum na drugi dan in da bo dejansko stroške potem višji. Mi smo naredili vse, kar je naši moči in kar je v zakonu in statutu občine možno, tako da referendum je definitivno lahko 7. junija na dan evropskih volitev in stroški so bistveno nižji. Zdaj pa danes, ker županu danes prinašamo neke vrste neprijetno resnico, da njegovi pogledi na razvoj kraja se razlikuje od pogledov občanov, smo tudi županom simbolično podarili film Neprijetna resnica v režiji Ela Gora, ki govori, kam bo privedlo uničevanje našega planeta, če bomo nadaljevali z posekom gozda, med drugimi tako naprej, bomo ta film danes podal županu. Župan je v bistvu napovedal, da bodo občina naredila vse, da ujame ta rok 7. junij. Kako komentirate? To nas zelo veseli.